Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, dober večer. Osrednja tema današnje oddaje bo rak želodca. Na klepet sem povabila doktorja Tomaža Jagriča, doktorja medicine z oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo, ki je strokovnjak na področju operacij želodca in je svojo ekipo pionir na slovenskem področju v zvezi z minimalno invazivnimi laparoskopskimi operacijami želodca. Pod njegovim vodstvom so v UKC Maribor leta 2015 prvi pričeli z laparoskopskimi delnimi odstranitvami želodca in v začetku leta 2017 prvi v Sloveniji laparoskopsko odstranili celotni želodec. Dober večer. Dovolite, da vam najprej iskreno čestitam za vse te uspehe, ki jih dosegate. Najlepša hvala. Pa vendarle bi prosila, da za začetek najprej spregovoriva malce o sami zgodovini te diagnoze, ki sem jo omenila že uvodoma, rak želodca. Od kdaj se to pojavlja na našem področju? Ja, rak želodca je precej stara diagnoza. Prva operacija, uspešna operacija raka želodca je bila narejena 1881. leta. Theodor Billerud je prvi operater, ki je po številnih neuspešnih poskusih potem končno enkrat uspel in je uspešno operiral in odstranil del želodca zaradi rakastega obolenja. Seveda je od takrat potekal kar velik razvoj glede poznavanja biologije bolezni, glede operacij, in tako da te moderne operacije več z tistimi prvimi poskusi nimajo več kaj dosti skupnega. Kako pa je bilo s pogostnostjo samega raka želodca nekoč v primerjavi z današnjimi časi? Pogostost raka želodca v Sloveniji je na srečo v zadnjih letih nekoliko upadla. To govorimo o slovenskem povprečju. V sredini 50-ih, sredini 60-ih let je bila to najpogostejša rakasta bolezen v Sloveniji. Incidenca je bila takrat 40 na 100 tisoč prebivalcev, kar je ogromno. Potem pa je začela nekako padati in se je ustalila tam od 1986 do 2005. leta. Zdaj pa spet en rahel porast na račun večje pojavnosti proksimalnih, se pravi zgornjih delov rakastih obolenj želodca opažamo, kar je sicer zaskrbljujoče, ampak vseeno je to čist tak majhen porast. Ali morda veste, če se ta diagnoza pojavlja v vseh predelih sveta ali je na določenih območjih bolj pogosta? Na srečo Slovenija ne spada med najpogosteje, pač področje z največjo incidenco. Je pa kar precej pogosta, vseeno po pogostosti je rak v Sloveniji na 6. mestu za moškega, na 8. za žensko, skupno 7. mesto. Najbolj prevalenčna področja so na področju Japonske. Tam se rak pojavlja 60 na 100 tisoč za moške, 28 na 100 tisoč za ženske. Potem je tudi pogosto se pojavlja bolezen na Kitajskem, Koreji, Vzhodna Azija, potem pa Srednja, Južna Amerika sta tudi zelo pogosta diagnoza in pa seveda Vzhodna Evropa in Srednja Evropa, kamor tudi mi nažalost spadamo. Zakaj pa nekako ta diagnoza ni pri obeh spolih približno enako zastopana? Nekaj malega je povezano seveda z vplivom genov, genskim vplivom, potem pa tudi izpostavljenosti pač različnim dejavnikom, škodljivim dejavnikom, ki vplivajo na razvoj samega raka. Tako da ena kombinacija vsega tega potem vodi do tega, da se pojavlja nekoliko pogosteje pri moških kot pri ženskah. Incidenca, nekako ocene za 2016 pri moških je bila 28 na 100 tisoč za moške, medtem ko 17 na 100 tisoč je pa za ženske, se pravi, kar velika razlika je. Bi lahko opredelili, iz katerih starostnih skupin je nekako največ bolnikov, ki zbolijo? Največ bolnikov je tam nekje 5. 6. dekada. To je bom rekel, en incidenčni vrh tega rakastega obolenja. Se pa pojavljajo tudi na ostalih delih spektra, tudi to rakasto obolenje imamo tudi nažalost tudi pri mlajših pacientih, kot tudi pri starejših. To so tudi vsi stadiji, se pravi ne samo zgodnji stadiji, so tudi napredovali stadiji, kar je potem za, če gledamo mlajše bolnike, kar precej težko breme. Pa lahko ta diagnoza napade tudi zelo majhne otroke, dojenčke? Ponavadi je povezan, če se zgodaj pojavlja, povezano z različnimi genskimi sindromi, Peutz-Jeghers sindrom ali pri juvenilni polipozi se pojavlja, se pravi v sklopu sindromov.
Lahko je tudi nepovezano s tem, lahko so drugi dejavniki tveganja, ki so povezani z nastankom raka pri otrocih. Na srečo je železni rak želodca izredno redka diagnoza pri otrocih, predstavlja 0,05% rakov pri otrocih, se pravi, večinoma se na želodcu še vedno pri otrocih pojavljajo ne maligna obolenja, benigna obolenja, tudi prednjačijo, so več kot 60% prisotna, pri odraslih je pa to ravno obratno, tam pa če so v bistvu ponavadi maligna obolenja. Zanima me, ali je to mit ali resnica. Namreč nekje sem zasledila, da so k obolevnosti za rakom na želodcu bolj podvrženi ljudje s krvno skupino A v primerjavi s preostalimi krvnimi skupinami. Pa me zanima, če to sploh drži in zakaj je temu tako? Ni to samo mit, to je resnica. To je resnica, ampak je treba tu enih par stvari omeniti. Prvič, samo krvno skupino ABO določa izražanje kompleksnih sladkorjev na eritrocitih, se pravi na rdečih krvnih celicah, in to sta lahko dve vrsti sladkorja, ali N-acetilgalaktozamin, ta določa krvno skupino A, ali galaktoza, to določa krvno skupino B, nič od tega ali pa oba skupaj. In te krvne skupine, se pravi ti sladkorji se lahko tudi pojavljajo tudi na drugih celicah, se pravi, če ima človek krvno skupino A, se ta sladkor lahko isti pojavlja tudi na sluznicah, na sluzi, in tu je ta povezava. Ugotovili so, da za krvno skupino A bi dejansko naj bilo povezano nastajanje raka želodca. To je sicer šibka povezava, ampak nek mehanizem bi naj bil, da se ta krvna skupina izraža na sluzi in omogoča vezavo določenih patogenov, ki vplivajo škodljivo na samo sluznico. Ampak je, kot rečeno, tukaj je vedno eni par stvari potrebno upoštevati. Prvič, da v tistih področjih, kjer je rak želodca najpogostejši, prevladuje krvna skupina B. To je na Kitajskem, Japonski, Koreji, pri nas v centralni Evropi je krvna skupina A najpogostejša, tako da že to je malo moti te študije. Drugič, obstajajo določeni genski defekti, ki spremenijo krvno skupino, pa lahko ima osebek krvno skupino A, pa se vseeno ne izraža kot A, ampak se kaže kot krvna skupina nič. Tudi to je treba upoštevati. Tako da zdaj preden bojo vsi leteli za krvno skupino A na gastroskopijo, jih lahko pomirim. Načeloma več dejavnikov vplivajo in bo še potrebo veliko študij narediti, da bojo pokazali, kakšna je funkcija teh krvnih skupin pri nastajanju samega raka. Ali obstaja večja možnost, da zbolimo za rakom na želodcu, če so slednjega preboleli, oziroma kakorkoli bi lahko temu rekli, tudi naši starši, predniki? Je genska povezava? Tudi to drži. Sicer moramo ločiti genski rak, se pravi dedni rak želodca, od raka, ki se kopiči v družinah. Ta entiteta dejansko obstaja, ni tako redka, 5 do 10% se pojavlja. Tukaj seveda ni dedovanje iz očeta ali matere na otroke, ampak se deduje neka nagnjenost k nastanku raka, več genov je udeleženih in zato, če je več sorodnikov v družini, ki je prebolelo rak želodca, je dejansko tveganje za nastanek raka pri otrocih večje, kar pa ne pomeni, da se bo rak tudi razvil. Bi vas pa prosila še za eno tako splošno definicijo, kaj sploh je rak želodca? Kako to opredeljujete strokovnjaki? Ko govorimo o raku želodca, moramo povedati, da gre tu za železni rak želodca. Se pravi, nastaja žlez iz sluznice ali sluznični rak želodca in ta se razlikuje od drugih vrst rakov želodca. Obstajajo mezenhimalni raki, se pravi tisti, ki iz stene, iz mišičnih, obmišičnih celic izvirajo ali popolnoma drugih, tudi iz vnetnih celic lahko nastajajo limfomi. Ampak najpogostejši pri odraslim je ta železni rak želodca, ki iz sluznice izvira, temu pravimo adenokarcinom, ta je tudi najbolj agresiven in ta zahteva tudi najbolj agresivno zdravljenje. Naša oddaja je namenjena tudi temu, da s pomočjo nje podiramo tabuje in zato tudi vas, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, prisrčno vabimo, da nas pokličete v studio, kajti naša oddaja poteka v živo in lahko na temo raka želodca zastavite vprašanje mojemu današnjemu gostu, dr. Jagriču, ki vam bo skušal čim bolj konkretno odgovoriti na vaše vprašanje. Čas je, da vam še izdam našo telefonsko številko 02 620 37
237 je tista prava telefonska številka, na katero nas lahko brez skrbi pokličete in brez kakršnih koli zadržkov zastavite vprašanje na temo raka želodca. Ali imate tudi vi, kot priznan kirurg, občutek, da je rak želodca med pacienti še vendarle neke vrste tabu tema? Zakaj? Tabu tema je mogoče zaradi tega, ker se nažalost te diagnoze drži sloves slabe prognoze. Ampak jaz moram poudariti, da v zadnjih letih, desetletjih se je zgodil kar velik napredek pri zdravljenju te bolezni. Predvsem, če gledamo zdravljenje v visoko specializiranih centrih. Povprečje za Slovenijo, nekako 5-letno preživetje, za vse stadije za Slovenijo je 28%. Medtem ko v naši ustanovi, kljub temu, da se tudi ukvarjamo z napredovalnimi stadije, 50% se bliža 50%, kar je ogromna razlika in govori pri temu, da kako uspešno je zdravljenje. Treba je poudariti, da je zdravljenje raka želodca, predvsem napredovali stadij, multimodalno zdravljenje. To pomeni, da je več strok udeleženih pri zdravljenju in tudi onkologi so udeleženi. Tako da vse skupaj, ta zmes dobre kirurgije, dobre onkologije je vodila do tega, da se preživetje po tej diagnozi bistveno povečalo. In o tem bova še govorila v nadaljevanju. Zdaj pa je že čas, da sprejmemo prvi telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni, izvolite. Tukaj jaz bi oba dva lepo pozdravila. Pa gospoda zdravnika bi vprašala, ker moj oče je imel raka na črevesju in je imel polipe, imel je pa tudi hemoroide, notranje pa zunanje, in šel je na operacijo za hemoroide in so mu ugotovili, da ima raka na črevesju. In so mu potem operirali, pa je dobil tisto vrečko, da je imel za blato pa za vodo ob strani za odvajati. In je pa 6 let to nekako, ko so mu operirali v vojaški, ker je bil oficir v bolnici v Ljubljani, je to 6 let miroval. Po 6 letih so mu šle metastaze naprej in je čez par mesecev umrl. Bil je star 65 let, jaz sem zdaj že 70 bom, in me zanima, veste, ker jaz imam iste simptome, ko je imel oče, tudi notranje zunanje hemoroide, imam pa tudi polipe, ampak sem bila zdaj že 3-krat na tej preiskavi, ampak mi ne morejo priti do konca, ker imam črevesje preveč zavito pod rebri in so me celo v Slovenjgradec, v Celju sem bila 2-krat v Slovenjgradec poslali in tudi tam mi niso mogli do gor priti. In tako da zdaj sem obupala, lansko leto bi morala iti, pa nisem šla na to preiskavo spet, ker mi je zdravnik pa napisal, ko so me tudi prematala, sem bila čisto mokra, pa tako napihana, da se 2 ure nisem sploh vstati mogla, so mi napisali, da mi zdaj morajo pod narkozo delati. Potem sem pa enkrat govorila z eno zdravnico, pa rekla, da pod narkozo tudi ni sigurno, da mi lahko pa kaj prepiknejo, ker ko bom jaz, ne bom to čutila, zdaj sem se premikala pa zajamrala, ko sem čutila, ko me je bolel, da pa tudi to ni sigurno, Tako da mene je to zdaj strah, se pravi, in zdaj je že ta drugo leto, ko bi morala te preiskave, mi je pa še ostali 3 polipi, ko mi jih niso mogli odščipniti, se pravi, ker imam previsoko, in zdaj me zanima, če bi mi lahko zdravnik svetoval, kaj naj naredim, Hvala za vaše vprašanje. Hvala za vprašanje. Zdaj sicer to nima kaj dosti veze z rakom želodca, ampak vseeno, gre za en zelo pereč problem. To je pač zavito črevo, kot je gospa povedala, in odstranitev polipov takih. Jaz bi vseeno svetoval, da se poskuša v splošni narkozi narediti. To strah pred tem, da bo se predrlo črevo pri endoskopiji, je neutemeljeno. Poleg tega se bi to videlo, se pravi, vidi se na sami preiskavi, če se poškoduje stena. Zaradi tega, ker odstranitev polipov z endoskopijo ne samo, da je najmanj invazivna metoda, se pravi najbolj blaga za pacienta, lahko tudi prinese dokončno ozdravitev, in zavedati se je treba, da so ti polipi predrakaste tvorbe. In po 5-10 letih iz tega lahko nastane rak, tako kot je nažalost ta tragični primer pokazal, je lahko tudi prepozna diagnoza postavljena in potem se razširi rak in se ne da kaj dosti narediti. Tako da, če že, potem se splača v splošni narkozi dejansko odstraniti te polipe. Hvala lepa za vaš odgovor. Midva pa torej nocoj vendarle govoriva o žleznem raku želodca in če dovolite, mislim, da je res čas, da spregovoriva tudi o prvih simptomih, ki lahko nekako nakažejo na to bolezen. Kateri so?
Nažalost, pri raku želodca ni prvih simptomov. To je zelo zahrbtna bolezen in ko se prvi simptomi pojavijo, se pravi, kot je bolečina, težave z požiranjem, potem splošni simptomi, kot je izguba telesne teže, slabokrvnost, takrat je že rakasto obolenje zelo, zelo napredovalo. Je res, da so lahko prvi simptomi zgaga, ampak zgaga je zelo, zelo pogost pojav. 4% ljudi ima skoraj da enkrat tedensko zgago, še večji delež ima enkrat mesečno, pa vseeno nimajo vsi raka želodca. Ampak vseeno je ena to taka stvar, če se ponavlja, pa če je znano, da ima nek posameznik še bakterijo, Helicobacter pylori, ki je tudi ene vrste kancerogen za sluznico, potem je smiselno biti bolj pozoren, iti na preiskave in opraviti gastroskopijo. Kajti le gastroskopija je tista preiskava, ki lahko potrdi rak želodca in tudi rak želodca v zgodnjem stadiju ugotovi. S katerimi težavami pa se soočajo bolniki z napredovalim rakom želodca? Nekaj teh težav sem že omenil. Dostikrat so to bolečine, kajti ko se rak želodca razširi preko meje želodčne stene, potem tudi preide na živce, na druge organe in to povzroča bolečine in s tem tudi, ko prerašča druge organe, povzroča druge simptome. Eden izmed glavnih simptomov je krvavitev ali pa slabokrvnost. To je znak že zelo, zelo napredovalega stadija, potem težave z požiranjem, še posebej, če je v iztočnem delu želodca rakasto obolenje, potem težave z požiranjem pomenijo zelo, zelo slabo prognozo. Lahko se prerašča tudi rakasto obolenje na sosednja tkiva, bližina jeter, botruje temu, da se lahko razvije tudi zlatenica in z njo povezane težave. Se pravi, te težave, ki nastajajo pri bolnikih z napredovalnimi stadiji, so ponavadi znak nerešljivega stanja dostikrat. Sicer pa verjetno simptomi in težave, ki ste jih omenili in našteli, se lahko pojavljajo tudi pri drugih diagnozah. Tudi pri drugih diagnozah, ja, si delijo. Tako da verjetno je težko ločiti brez nekih pravih diagnostičnih postopkov. Samo te težave same po sebi niso patognomonične. To je pač en tak izraz za to, da se ne nanašajo samo na neko bolezen. In se lahko tudi pri drugih diagnozah pojavijo. Taka bolečina je zelo pogosta in se lahko pojavlja od nekih čist vsakdanjih težavah do zelo resnih težavah. In zato je ravno ta izziv, da vsako tako težavo vzamemo resno, presvetlimo, skupaj ponavadi z gastroenterologi danes diagnostiko zelo natančno speljemo in potem tudi dostikrat pridemo do diagnoze. Moram reči, da če primerjamo konkretno pri raku želodca, kako se je obravnavala ta bolezen v 60 letih prejšnjega stoletja, pa danes se to dobro pokaže na tem, koliko imamo teh najbolj zgodnjih, najbolj ugodnih stadijev. In ta se iz leta v leto viša, bi pa lahko bil dosti višji. V kolikšni meri alkohol in kajenje dejansko povečujeta tveganje, da to sta ena izmed glavnih dejavnikov, ki povzročata rakasta obolenja, ne samo na želodcu, tudi požiralniku, tudi drugje. Alkohol konkretno zviša 1,4-krat tveganje, kajenje tudi. To sta glavna dejavnika, ki škodujeta neposredno sluznici želodca, zmanjšata obrambno funkcijo, tudi posredno in s tem omogočita drugim dejavnikom, da poškodujeta dodatno želodčno sluznico. Tako da zdrav življenjski slog, vsaj izogibanje alkoholu, kajenju, zelo dosti pripomore k preprečevanju samega nastanka obolenja. Tako da nekaj lahko naredimo sami v izogib temu, da bi zboleli. Železni rak želodca še vedno najpogosteje nastane kot sporadični. Se pravi, to pomeni kot nek naključni rak, ki je pogojen z dejavniki iz okolja. V manjšini tudi neka genska osnova pripomore k nastanku, ampak v veliki večini pa dejavniki okolja, kot so hrana, kot so pač izpostavljenosti kancerogenom na delovnem mestu, kajenje, alkohol, vse to vpliva na nastanek tekom celega življenja sprememb v sluznici, ki se potem razvijajo v rakasta obolenja. Je na jedilniku tudi kakšna prehrana, ki jo izrecno odsvetujete? Morda kava? Ne, ravno za kavo ne, ampak drugače so bile pokazane številne sestave prehrane, ki so lahko škodljive, naprimer veliko soli v prehrani,
nitrozamini v prehrani, se pravi, to je hrana, ki je slabo shranjena. In zanimivo je, da tudi z pojavom hladilnikov se je začelo tudi zmanjševati incidenca raka želodca. Se pravi, zelo pomembna je sveža hrana, zelenjava, sadje, potem malo ogljikovih hidratov, veliko proteinov, to vpliva na pač zaščitno funkcijo, obnovno funkcijo sluznice. Dosti se lahko naredi z samo prehrano, čeprav zdaj sicer neke študije, ki bi dejansko pokazale, da zdaj s spremembo hrane lahko mi preprečimo nastanek raka, tega ni, ker so verjetno opazovalna obdobja prekratka. Ampak so učinki hrane zelo povezani z nastankom raka. In to se tudi vidi, če pogledamo epidemiološke študije, če pogledamo, naprimer, kakšna je prehrana v tistih področjih, kjer je zelo pogosta rak, kot naprimer na Japonskem, tam se večinoma prehranjuje z ribami, slana prehrana, tam je izredno visoka incidenca in tudi zanimive so študije, če gledamo migracije teh ljudi. In po drugi svetovni vojni so se Japonci zelo dosti preselili v Ameriko in so opazili, da prve generacije, ki so se še enako prehranjevale tradicionalno, kot pa tam na Japonskem, so imeli enako incidenco raka želodca, medtem ko potem naslednje generacije, ki so prevzele potem prehrambene navade okolice, pa se je že ta incidenca zmanjšala. Tako hrana dejansko zelo vpliva na nastanek raka želodca. Morda še kakšen vzrok, ki bi ga bilo vredno omeniti? Okužba z bakterijo Helicobacter pylori, to je eden izmed glavnih dejavnikov. In zelo zanimivo je, da glede na to, da je zelo enostavna diagnoza, pa enostavno zdravljenje, da še vedno kar veliko ljudi, ki ne ve za to, da ima okužbo za to bakterijo, ki se ne zdravi primerno, bi pa se že z zdravljenjem lahko marsikaj postorilo. In kakšni so simptomi, kako lahko posumimo, da smo tudi sami okuženi s to bakterijo? Simptom načeloma je tak, da povzroča pač to pekočo bolečino. Pri marsikaterem pacientu se ne kaže kot noben simptom, se pravi, da lahko akutno vnetje pride potem v kronično vnetje, da se mi tega niti ne zavedamo. Tako kronično vnetje tli v telesu, v želodcu, pride do poškodbe sluznice, sluznica pač atrofira, mi temu pravimo, zakrkne in se nadomesti za manj vredno sluznico, ta se pa potem s časom spremeni v rakasto obolenje. Tako da pri nekaterih ljudeh dejansko ni simptomov, ampak tisti, ki imajo simptome, težave z pekočimi bolečinami v želodcu, tistih je zelo smisel, da se čim prej oglasijo pri gastroenterologu, da se posvetuje z njim, katere preiskave bi bile smiselne, kakšno zdravljenje bi bilo smiselno. In kateri so tisti diagnostični postopki, ki nekako najbolj zanesljivo pokažejo? Najbolj zanesljivo, to smo že omenili, je gastroskopija. To je tudi zlati standard, brez tega ne gre, zaradi tega, ker ne samo, da neposredno pokaže tvorbo, odvzeta je histologija, ki je danes pogoj za kakršnokoli zdravljenje. S histologijo se lahko potem pod mikroskopom točno dokaže izvor iz celic, iz sluznice, potem pa so še dodatne preiskave, ki služijo bolj ne kot presajanje, se pravi ne kot potrjevanje diagnoze, ampak kot zamejitev obolenja, zato da vidimo, kakšno vrsto zdravljenja je bilo primerno za posameznega pacienta, se pravi, kako globoko v steno želodca rak prodre, kako so bezgavke prizadete, če so prizadeti drugi organi, in to so najprej ultrazvok, rentgen pljuč, to so take čisto zelo dostopni preiskavi. Potrebno je pa tudi CT, se pravi računalniško tomografijo trebuha narediti, v nekaterih primerih še prstnega koša, zato da točno vidimo, kakšna je zamejitev tega obolenja. In preden preideva na operativne posege, bi vas vprašala še to, ali je mogoče železnega raka želodca pozdraviti tudi brez operativnih posegov ali ne? Ne, rak želodca še vedno je kirurško obolenje. Se pravi, kirurška terapija je tisto, kar pozdravi bolezen, medtem ko z kemoterapijo lahko mi po eni strani zmanjšamo obolenje do te mere, da je večjim pacientom dostopno kirurško zdravljenje, da so operacije manj mutilantne, se pravi manj obsežne, da ni potrebno tudi drugih organov odstranjevati, ki bi sicer brez kemoterapije mogli odstraniti, in pa seveda dolgoročno zmanjšajo tudi učinek tistih majhnih celic, ki se znajdejo zunaj že tega limfatičnega sistema raka želodca in so že v krvi in lahko z kemoterapijo jih uničimo dobro in na ta način povečamo dolgoročno preživetje bolnikov. Katere vrste operativnih posegov pa obstajajo? Za rak želodca obstaja samo odstranitev želodca z bezgavkami. To je standard. Glede obsega odstranitve želodca se odločamo
na osnovi lokacije, se pravi, kje v želodcu se nakaja glavno tumorsko obolenje, velikosti tistega tumorskega obolenja, ker s tem so pomembni, kakšni so radialni robovi resekcije. Trudimo se vedno ohraniti vsaj del želodca, če je to z onkoloških principov mogoče. Medtem ko osnova zdravljenja raka želodca je pa odstranitev bezgavk. Kajti rak želodca ima eno zelo slabo lastnost, da se zelo hitro v primerjavi z drugimi raki razširi v bezgavke. In bezgavke so neka vrata v telo. Dokler je še omejeno v bezgavkah, lahko z odstranitvijo želodca bezgavk pozdravimo bolezni, ko pa enkrat preide v telo skozi ta limfatični sistem, potem pa ne moremo kaj dosti več narediti. Tako da načeloma je osnova zdravljenja pač odstranitev dela ali celotnega želodca, potem pa še odstranitev bezgavk, kamor se izteka želodčna sluznica. Mi pa imamo nocoj tudi ta privilegij, da se v ozadju že kaže posnetek ene izmed operacij, ki ste jih prav vi izvedli. To je posnetek celotne odstranitve raka želodca, laparoskopske, in ravno to je ta korak, ki ga tu vidimo na ekranu, to je zelo pomemben del te operacije. To, kar vidite spodaj, to je žila, ki vodi kri v vranico. Vranica je tisto vijolično v ozadju. In vse to rumenkasto tkivo je potrebno odstraniti, odluščiti žil, hkrati pa ohraniti tiste žile, ki so potrebne za to, da ostanejo organi živi, vitalni. In to je ravno tisto, kar dela to operacijo težko. To luščenje tkiva od žil, medtem ko sama odstranitev želodca mogoče ni najtežji del, je pa vseeno kar velik izziv, ampak to je tisto, kar dela to operacijo težko. Kako dolgo pa približno traja takšen poseg? Poseg je kar dolg, 5 ur. 5 ur, če je pacient, se pravi, če ima večjo količino maščobe v okolici tkiv, se pravi, pacienti, ki imajo večjo telesno težo, tam še nekoliko se lahko podaljša tak poseg. Vsaka težava z manjšimi krvavitvami, večjimi krvavitvami tudi podaljšajo poseg. Načeloma je pa treba to relativno gledati, zaradi tega, ker tudi odprte operacije niso nič kaj krajše, so 4 ure trajajo odprte celotne odstranitve želodca. Kajti bistvo takih operacij, kot sem že omenil, je natančna odstranitev vsega tega limfatičnega tkiva, da ostane potem na koncu v telesu samo žile, se pravi žile, olupljene žile, brez tega limfatičnega tkiva in pa organi, ki so seveda zdravi. Omenili ste tudi odprto operacijo, mi smo že prej omenili laparoskopsko, morda za tiste, ki še ne vedo, kakšna je razlika med slednjima? Pristop je glavna razlika. Se pravi, pri odprti operaciji se naredi obsežen rez v trebušno steno. Sam princip zdravljenja mora biti pri obeh operacijah enak. To so onkološki principi, ki jim moramo slediti, in če ne bi za laparoskopijo delali enake odstranitve tkiv, ki so bolana, kot pa pri odprti, bi bilo to nesmiselno. Seveda ne bi mogli laparoskopsko operirati, samo zaradi tega, ker ni reza na trebušni steni. Ena glavna pomanjkljivost ravno pri odprti operacije je, da ko z roko segamo v trebušno votlino, je manipulacija z organi, se pravi premiki organov so bistveno večji in s tem se tudi telo odzove na vse te dotike, na te manipulacije z rastlinami, potem potek je zato nekoliko podaljšan v pooperativnem obdobju, črevesna funkcija, prebavna funkcija se kasneje vzpostavi, medtem ko ta laparoskopska terapija je vseeno bolj gracilna, se pravi, ne obremenimo telo, tako zatem je manj invazivno in se ta funkcija, črevesna funkcija, prebavna funkcija hitreje vzpostavi. Potreba po analgetikih je nižja, pacienti bistveno boljše tolerirajo. To so kar velike razlike, medtem ko sama odstranitev tkiv, ki so bolane, je pa enaka. To pa moramo v obeh primerih enako odstraniti. Morda še beseda o tem, pri odprti operaciji predvidevam, da gre za daljše reze, medtem kot pri laparoskopiji so kratki in lahko približno pokažete, kje jih najpogosteje. Zdaj, če na trebuhu pokažem, v bistvu je nekaj podobnega kot pri laparoskopski odstranitvi žolčnika, se pravi, en rez je tik nad popkom, centimetrski rez, potem ponavadi damo 2 levo in desno ob popku, pa še 2 manjša
potem tukaj čisto ob strani, to so 5 mm rezi, pa 1 cm rez. Potem pa odvisno, če so jetra velika, potem še dodamo 1 cm rez tukaj pod žličko, zato da si lahko jetra umaknemo. Se pravi, vsota teh rezov je bistveno manjša, ampak ni samo dolžina rezov, pomembna je tudi razporeditev. Kajti ta laparotomija, mi pravimo temu rez čez celo trebušno steno, je zelo boleč, podvržen je tudi dostikrat brazgotinskim kilam in ravno ta bolečina je tista, kar omeji pacienta v pooperativnem obdobju. Zaradi bolečine se kasneje aktivira, težje diha, pojavljajo se tudi infekti v rani, dihalne težave se pojavljajo. Z premikom rezov na nivoju popka ali pa stran od popka, da so skriti v kožnih gubah, pa so manjše, se pravi 3-4 cm rez, skozi katerega potem odstranimo preparat, pa se vsem tem težavam izognemo. Predvidevam, da za tovrstne laparoskopske operacije potrebujete tudi prav posebne pripomočke oziroma instrumente. To smo se kar na UKC Maribor smo se dolga leta trudili, da smo postopoma nabrali ustrezno kvalitetne inštrumente, kajti samo z takšnimi inštrumenti je mogoče tako zapletene laparoskopske posege tudi opraviti. Tu ne govorim samo zdaj o teh prijemalkah, to, kar tu vidite na ekranu, to je v bistvu harmonični skalpel, temu pravimo, oziroma ultrazvočni nož. To so vse take stvari, ki jih potrebujemo pri operacijah. Pomembno je tudi imeti kakovostno sliko, se pravi, tudi pri nas je pomembna slika, se pravi, mora biti slika, ki ima visoko ločljivost, da lahko ločimo tkiva, da lahko ločimo žile, da lahko bolano tkivo od zdravega tkiva ločimo. Vse to je pomembno in to smo z leti pridobivali in moram reči, da smo danes zelo, zelo dobro opremljeni. Tudi ko sem primerjal po drugih ustanovah po Evropi, moram reči, da smo v marsičem bolj opremljeni kot v kakšni drugi ustanovi. In če se dotakneva še vedno operacije kot take, verjetno je potrebno v eno izmed teh odprtin, ki jih zarežete, minimalnih, da poudarimo, nekako noter spraviti tudi kamero, s pomočjo katere pravzaprav vi kot operater vidite, kaj je potrebno storiti. Ja, ena od teh odprtin, to je tista nad popkom, je za kamero. Skozi vse te male odprtine mi nastavimo takšne, rekel, vratnike, mi temu pravimo troakari. To so majhni tulci, ki delujejo kot ročica in skozi katere lahko, brez da bi zrak šel iz trebuha, ustavljamo in pa vzamemo iz trebuha inštrumente. Ena od teh troakarjev je namenjena kameri. Kamero, ki jo upravljamo, tako kot se povedal, mora biti zelo, zelo dobra. To je kamera, ki ima premer 1 cm, je dolga, na taki dolgi palci. Mi uporabljamo kamero, ki je visoko ločljivostna, ki ima na vrhu, na konici te palce, ima potem tak čip, s katerim lahko neposredno potem sliko dobimo in jo potem procesor spremeni potem na sliko na ekranu. Verjetno je zadeva precej zahtevna in potrebuje res ogromno zbranosti, natančnosti in mirno roko. Mirno roko, tako kot pri odprti operaciji, seveda ti operativni posegi so zelo zapleteni in ravno zato je smiselno, da se take posege dela res v specializiranih centrih, zaradi tega, ker tam imamo zadosti veliko število in odprtih in laparoskopskih posegov, da dobimo zadosti izkušenj, da lahko kaj takega upravljamo. Koliko ljudi pa je v ekipi med eno tako operacijo? Načeloma je operater, potem ima 2 asistenta, ki tudi morata biti vešča laparoskopije, seveda, ker tudi kot asistent moraš aktivno pomagati, se pravi, moraš odmikati tkiva, moraš vedeti, kdaj, kaj prijeti v katerem trenutku, ne smeš preveč, ne smeš premalo, da se tkiva ne strgajo. Potem moraš znati voditi kamero, prikazati tiste stvari, ki so pomembne. Potem k ekipi seveda sodi inštrumentarka, ki stoji neposredno za mizo, podaja inštrumente, potem še ena inštrumentarka, ki podaja inštrumente inštrumentarki. Potem je bolničarka in pa seveda en izmed pomembnih členov je seveda anesteziolog z svojo anesteziološko sestro. Se pravi, to je nekako zaključena ekipa pri taki laparoskopski operaciji. Je podobna kot pri odprti operaciji, samo da je postavitev pri pacientu malo drugačna. Sicer pa ste že prej omenili, da tako kot pri laparoskopskih operacijah, kot tudi odprtih, je potrebno odstraniti vso to odvečno tkivo, če se lahko tako izrazim. Kako vam to uspe skozi tako majhne odprtine? Res seveda malo povečamo, ampak ne dosti. Načeloma je sam organ zelo mehek,
in taki rezi potem so na koncu dolgi 3-4 centimetre, in se lahko potem cel organ odstrani skozi tak majhen rez, ker se lahko predstavlja tako testasto konzistenco, potem se raztegne in ga lahko odstranimo skozi tak majhen rez, ne da bi potrebovali velike reze v trebušni steni. Ali vi sproti med operacijo vidite, ali je potrebno odstraniti le del ali celoten želodec, ali lahko to predvidite že pred samim posegom? To moramo predvideti pred samim posegom, to spada v zamejitev samega obolenja. Vsaka operacija se mora zelo, zelo natančno planirati pred posegom. Tudi vsak pacient ni primeren za samo laparoskopijo. Mi smo, zatem ko smo začeli vse bolj radikalno laparoskopsko odstranjevati bezgavke, s tem, ko smo naredili tudi celotno odstranitev želodca, januarja letos smo povečali ne samo indikacijo glede na lokacijo, ampak tudi glede na stadij. Se pravi, lahko bistveno več pacientov operiramo, kot smo jih do zdaj laparoskopsko. So pa seveda omejitve. Takšni tumori, ki preraščajo na druge organe, ki imajo debele, zrasle bezgavke v zadnjem delu trebušne stene, take so še vedno in po mojem mnenju se bodo vedno mogli odprto operirati. Zaradi tega, ker je vseeno tveganje, da se poškodujejo kakšnikoli drugi organi pri laparoskopiji vseeno večje kot pa pri odprti operaciji. Tako, naša oddaja še vedno poteka v živo. Telefonska številka 02 620 3737 je tista prava, na katero nas lahko pokličete in zastavite kakršnokoli vprašanje, ki se dotika naše nocojšnje teme, železni rak želodca. V našem ozadju še vedno lahko vidite, kako poteka ena taka operacija, ki ste jo tudi vi izvedli. Omenili ste, da ste v začetku letošnjega leta izvedli prvo operacijo odstranitve celotnega želodca. Kakšni so bili občutki, preden ste odšli v operacijsko dvorano? Do te operacije je pač bilo treba se nekako dokopati. Se pravi, to ni bila odločitev iz danes na jutri, tako da smo se pripravljali. In seveda vedno imamo možnost pri teh pacientih in tudi se s pacienti pogovorimo, da če je karkoli narobe, vedno gremo odprto, potem konvertiramo, se pravi, pretvorimo v odprto operacijo. Se pravi, da bi se spustili v tako neznano področje, to ne sme biti. Tega si ne dovolimo in vsakemu pacientu zagotovimo, da je vedno operiran po standardih. Konkretno pri popolni odstranitvi želodca, bolj kot ta strah, da bi karkoli bilo narobe, je bila ta utrujenost, zato ker je to zelo težavni poseg. Se pravi, cela ekipa je zelo izčrpana med takim posegom, mora biti visoko skoncentrirana celih 5-6 ur, kolikor traja ta operacija, ker niti najmanjša stvar ne sme iti narobe, zato da tak pacient dobro okreva. Pa vas med operacijo večkrat kaj preseneti? Presenetiti nas ne bi smelo, nas pa tu pa tam kaj preseneti, naprimer, če je kakšna varianta anatomska, ki je nismo pričakovali pred operacijo, ampak današnje slikovne preiskave že vse to tako dobro pokažejo, da smo tudi na to pripravljeni. Predvsem je vprašanje pri takšnih operacijah, ali je možno v celoti narediti laparoskopski poseg ali pa ga potem pretvorimo pač v klasični poseg, odprt poseg. Se po vaših izkušnjah bolniki pogosto srečujejo s pomisleki in strahovi pred samimi operativnimi posegi? Pomisleki pred takimi velikimi posegi, pa bodi se to rak želodca ali pa kakršenkoli drugi rak, so vedno prisotni. Ljudi je strah, da ne bodo mogli več jesti, ne morejo si predstavljati, kako bo hrana tekla skozi prebavila po taki operaciji, ker želodec je le pomemben organ prebavni. Ampak potem vsakemu pacientu razložimo, natančno opišemo poseg in vseeno prevlada tista želja po ozdravitvi. Ker z takim posegom dejansko lahko mi človeka ozdravimo, hkrati pa z temi modernimi načini rekonstrukcije, se pravi obnove prebavne funkcije, se približamo temu osnovnemu stanju, pri enih bolj, pri drugih manj. Že uvodoma sem omenila, da ste prav vi svojo ekipo pionir na področju laparoskopskih operacij raka na želodcu, pa če se vrnemo še pred leto 2015, ko ste izvedli prvo tako z delno odstranitvijo želodca, kako ste sploh prišli na to idejo, da bi se tega lotili? Ideja je bila v našem centru že dolgo časa prisotna. Prvo poročilo o laparoskopski odstranitvi raka želodca sega že v leto 1994. To so seveda na Japonskem naredili za zgodnji rak želodca. In v teh več kot 20 letih,
kljub temu, da je 20 let trajalo, se še ta operacija še vedno v Evropi ni etablirala. Malo kateri center to dela. To priča o tem, kako težka je ta operacija in seveda smo se mogli natančno pripraviti, ker je to velik korak. Mi smo začeli na našem centru že precej časa z operacijami, manjšimi odstranitvami dela želodca, podobnimi operacijami na prebavilih, s čimer smo pridobivali izkušnje za laparoskopijo. Potem pa so seveda bila tudi tu izobraževanja. Šli smo v tujino, pogledali smo si, kako izgledajo te operacije pri izkušenih kirurgih, predvsem azijskih, in smo se potem od njih naučili in potem enostavno smo naredili. In je lepo uspelo. In je uspelo. Kako so pa kaj ljudje ozaveščeni o teh načinih operacij? Ali v večini še vedno mislijo, da je edina možna pot odprta operacija, ali sledijo trendom sodobne medicine tudi v našem bližnjem okolju? Glede na to, da je 2015. leta bilo to prvič narejeno, seveda ne more biti tako ozaveščen, ampak se pozna, ljudje že sprašujejo. Na začetku, ko smo jim predstavili možnost laparoskopije, je bil prvi pomislek, če bomo zadosti videli. Dan danes pa je zdaj vprašanje, ali nas lahko operirate tudi laparoskopsko. Se pravi, so se ljudje že kar dobro ozavestili glede te laparoskopije in se dostikrat zgodi, da moramo mi povedati, ja, pri vas pa ne bo šlo laparoskopsko. Dejansko so ljudje precej prebrali, precej so se pozanimali in na ta način je tudi pridobivanje zaupanja pacientov za laparoskopijo bistveno lažje. So pa koristi seveda pri laparoskopiji za pacienta enormne, tako da se splača, če je le možno laparoskopsko operirati, tudi laparoskopsko narediti operacijo. Tako na posnetku pa lahko vidimo tudi šivanje. Zakaj točno gre? Tukaj pa to je en izmed bistvenih delov in tudi en izmed bolj kompleksnih delov operacije, to je obnova prebavne cevi. Tu na tem mestu se nastavlja oziroma se dela povezava kraka, ki vodi sokove iz dvanajsternika v tisti del črevesne zanke, ki bo služila kot nov želodec. Najprej, to je za razliko kot pri odprti kirurgiji, najprej naredimo to povezavo med tem novim dvanajsternikom, če se lahko tako izrazim, in novim želodcem, potem pa šele nastopi tisto šivanje povezave med požiralnikom in novim delom želodca. In ravno tisti del je najbolj delikaten, zaradi tega, ker tam si ne smemo privoščiti napake. Če slučajno popustijo šivi, popustijo sponke na tistem mestu, so lahko zapleti zelo, zelo hudi. In zato moramo biti, to je ravno ta del, tam se vidi vzgoraj krn požiralnika, skozi katera gleda sonda nazogastrična, potem z spenjalnikom najprej rekonstruiramo zadnjo steno tega novega želodca, potem pa še z šivi seveda prešijemo sprednji del. In to je zelo, zelo delikaten poseg, zaradi tega, ker če gib napačen, če zatrgamo steno, potem lahko še samo z odprtim načinom rekonstruiramo prebavno cev. Neverjetno. Človek se mi zdi, da včasih ostane kar brez besed, glede na to, kar se zmorete. Sicer pa me zanima še to, kako je kaj z okrevanjem po takšni operaciji. Po laparoskopskih operacijah so naše izkušnje, ker zdaj jih imamo že kar nekaj, in pa izkušnje tujih centrov odlične. Pacienti bistveno hitreje okrevajo, se pravi prebavna funkcija, ki se kaže z odvajanjem blata, z uživanjem hrane, se bistveno prej vzpostavijo, za polovico prej kot pa pri odprtih operacijah. S tem tudi, ko imajo pacienti manj bolečin, se hitreje postanejo pokretni, hitreje se začnejo gibati, prej se postavijo na noge, manj so podvrženi težavam zaradi slabe predihanosti pljuč, prej so sposobni iti domov. Potem pa še en tak zelo, zelo pomemben dejavnik tega hitrega pooperativnega okrevanja, ki se je pokazal na tujih študijah, je, da je bistveno večji delež bolnikov po laparoskopski operaciji ravno zaradi manjših zapletov hitrejšega okrevanja sposobnih tudi za pooperativno kemoterapijo, ki dodatno še izboljša rezultate. To je ena zelo, zelo, zelo pomembna ugotovitev, ki so jo v številnih študijah potrdili in to bolnikom dejansko koristi takšen poseg. In jim omogoči lepšo in daljšo prihodnost. Ja, in tudi, to sem zdaj povedal, za kratkoročne kratkoročne prednosti, tudi dolgoročne prednosti obstajajo. Pacienti
ker je ta tip rekonstrukcije povezan z kako večjim rezervarjem želodčnim, tudi boljše tolerirajo hrano. Potem, zaradi tega, ker se te notranje brazgotine ne tvorijo, imajo manj težav z rastlinami, manj težav z krčevitimi bolečinami, bistveno boljše tudi dolgoročno tolerirajo te operacije, da ne govorim tudi o ohranjeni samopodobi. Tudi na to je treba pomisliti, da pacient, ki mu prihranimo te velike brazgotine, nekako ni zaznamovan. In še vedno danes ta stigma obstaja pri teh onkoloških bolnikih, da je bil operiran, to pa bo se slabo končalo, tega ni pri laparoskopskih bolnikih. Sicer pa že prej ste omenili recimo celotno odstranitev želodca, če sem še malce vrneva k temu. Vi ga torej nadomestite? Ja. Z vijugo tankega črevesa, ki jo na poseben način prišijemo na preostali požiralnik. Ta vijuga se potem s časom nekoliko razširi. Seveda vseh prebavnih funkcij želodca ne moremo nadomestiti, ampak ta rezervarna funkcija želodca je nekako ohranjena. Poleg tega pa tudi ta vijuga deluje tako, da potiska to hrano naprej, deloma je tudi na mehanski način razgradi, pomaga pri mešanju prebavnih sokov in nekako lahko se približamo tej fiziološki funkciji želodca. Tako kot pa je narava naredila, pa še ne znamo. Kako pa je sicer s prehranjevanjem po operaciji? Je potrebna kakšna stroga dieta? Diet ne. Naša želja je, da pacient je hrano enako, kot je pred operacijo. Tukaj dieta ni potrebna, tudi ni razloga, da bi bila prisotna dieta. Potrebno je samo količinsko hrano prerazporediti. Nekateri pacienti zelo dobro tolerirajo hrano in lahko kmalu po operaciji, če pa že ne kmalu, pa vsaj v 3 mesecih, uživajo popolnoma normalne obroke hrane. Normalne, enako kot so pred operacijo. Pri tistih, ko smo jim celoten želodec ohranili, pač je ta proces malo daljši, 3 do 6 mesecev, ampak nekateri dosežejo, da tudi lahko skoraj da normalno količino hrane zaužijajo. Tisti, ki pa ne morejo, pa pač morajo tisti obrok, ki bi ga v enem dnevu zaužili, na več manjših razdeliti, tako da je kalorični vnos še vedno enak. Kaj pa stil življenja po taki operaciji? Ali bolniki po takšni operaciji se lahko ukvarjajo s športi? Zaželeno je, da imajo popolnoma enak stil življenja, da jih taka operacija ne priveže na posteljo. Pacienti morajo enako živeti, kot so pred operacijo. To je bistvo. In kakšne so vaše izkušnje v praksi, dejansko, pacienti, ki se vračajo k vam morda na preventivne preglede, kakšen je njihov stil življenja? Je res podoben tistemu od prej? Je podoben. Pacienti so zelo zadovoljni, še posebej potem, ko te brazgotine majhne zbledijo, oni zaživijo, to se vidi že nadaleč, ko vstopijo v ambulanto, se tako vidi, da je pacient zadovoljen. Mi bomo pa sprejeli še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Jaz sem pa gledalka in ena pacientka, ker sem tudi brez želodca. In to zdaj že 10 let. Bila sem operirana v Slovenj Gradcu in tako gospod doktor, vsaka čast, vse najlepše pri tem težkem opravilu. Ne vem, kaj bi povedala. Zelo težko je bilo. Ni lahko, jaz sem imela tudi odprto operacijo. In seveda je to zelo težek začetek spet, da se lahko hraniš. Meni je tudi hrana zaostajala tako, da ni hotela, ampak takrat sem jaz samo vstala, pa sem začela hoditi sem pa tja in se mi je to lepo poleglo. Zelo male količine sem uživala, imela sem pa velike težave. Jaz sem ne vem koliko teh Helodu sem se zdravila, tablete. Imela sem ogromne driske, pa ne vem kaj vse rdeče prste, na rokah, jezik pekoč. Res je bilo težko, ampak hvala Bogu sem ozdravila in sem zelo hvaležna kirurgom. Vsaka čast zaslužijo, kirurgi si pa res zaslužijo plače,
ker toliko, ko morajo oni vedeti in da usposobijo spet človeka za življenje, res nedogled sem hvaležna. Hvala. Tako, najlepša hvala za vašo izkušnjo. Res je, kar je povedala gospa. To je zelo lepo slišati. Če 10 let po operaciji preteklo, brez da bi se ponovila bolezen, potem lahko rečemo, da je gospa pozdravljena. Se pravi, da je tu zelo mala verjetnost, da se je bolezen ponovila. Vse težave, ki jih je gospa opisala, niso zaradi operacije, kseloda, to je tak en izmed kemoterapevtikov, ta povzroča te rdeče roke, podplate, te bolečine. Medtem ko ostale te težave so funkcionalne narave, nekaj malega sem že opisal, to občutek zatikanja hrane, te driske, to so povezane z načinom pač rekonstrukcije po operaciji, spremljajo dejansko bolj odprte operacije kot laparoskopske. Tako da z laparoskopskimi operacijami se lahko vsaj del teh težav izognemo. Odlično. Še ena prednost bi lahko rekli. Veste, kaj me še zanima? Morda še beseda o verjetnosti zasevkov v perigastričnih bezgavkah. Kolikšna je? Smo se že pogovarjali na začetku, da se zelo hitro širi. Najbolj ta osnovna oblika, zgodna oblika raka želodca je omejena na sluznico. Se pravi, to je čisto notranji sloj želodca. In čeprav tukaj še ni limfatičnih tkiv, se že pojavljajo zasevki od 2 do 5%, kar je v bistvu v primerjavi z drugimi organi zelo hitro. Potem pa z globino prodora v steno se seveda ta verjetnost veča. V podsluznici, to smo še vedno zunaj mišičnega sloja, se lahko tudi v 30% pojavljajo bezgavke, pozitivne bezgavke. V mišičnem sloju 50%. Ko pa že pride mišični sloj, pa še ni predrlo celo steno, pa že skoraj da vsi imajo zasevke v bezgavkah. In ravno zato je pomembno, da se pri teh operacijah dosledno odstranjujejo vse bezgavke. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da sprejmemo še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Dober večer, izvolite. Zdravo iz Gorickega. Ja. Jaz sem pa bila operirana pred 10 leti. Sem imela želodčno kilo. Pa je operacija zgleda ne dobro uspela, ker imam zdaj kaskadno obliko želodca. Ker z ene strani so mi previsoko podvezali želodec, pa nima dobre lege želodec, pa mi ne prazne. Mi hrana predolgo ostanjuje v želodcu notre. Ko se najem, naprimer popoldne ob 5 sem imela malico, pa ob 8 zjutraj sem imela gastro, pa je še zmeraj bila hrana v želodcu. Pa ne vem, zdaj moja zdravnica mi priporoča, naj bi šla ponovno na operacijo, ka bi mi to naredili nazaj, ali ne vem, ne upam se odločiti za ponovno operacijo. Hvala za vaše vprašanje. Morda še vaše mnenje? Tukaj je bila verjetno operacija hiatalne kile, se pravi, to je drsne kile enega dela želodca v prsni koš. In te težave, ki jih je gospa opisala, je treba natančno opredeliti, da vidimo, ali zastaja hrana na nivoju požiralnika, ker potem se pač določena vrsta posegov lahko dela, ali pa v samem ostanku želodca. In kar bi jaz svetoval gospe je, da se, če še že niso, zelo natančne preiskave najprej naredijo, preiskave, ki kažejo, kako potuje hrana po želodcu, se pravi kontrastne preiskave, potem to globinsko tomografsko slikanje in se potem čim prej obrne, ker so to zelo hude težave, ki jih je opisala, čim prej obrne na enega specialista, ki se ukvarja z kirurgijo želodca. Ker dejansko, če te težave ostajajo, če motijo vsakodnevno življenje, če pride do izgube telesne teže, podhranjenosti ali podhranjenosti za določena hranila, je tukaj operacija zelo, zelo potrebna. Zelo potrebna. Je pa res, da te operacije hiatalne kile v Sloveniji še vedno vršijo torakalni kirurgi, ampak vseeno tudi mi se srečujemo dostikrat z posledicami takih posegov in potem pač rešujemo, če je le mogoče. Hvala lepa za vaš odgovor. Morda še vprašanje o tem, v kolikšnih odstotkih se diagnoza železnega raka želodca, o kateri nocoj govorimo, se lahko ta diagnoza ponovi? Ja, odvisno od stadija. Načeloma je bolje govoriti v takem primeru o ponovitvah obolenja in zdaj vsak stadij ima določen delež ponovitev. Slabši kot je stadij, večja je verjetnost ponovitve. To ne pomeni, da se bo ponovila, ampak se lahko ponovi obolenje.
ta odstotek ponovitev obolenja se med državami razlikuje. Naša država, predvsem naš center konkretno, ki se je trudil te japonske smernice prevzeti, kar dobro leži, če se primerjamo naprimer z Američani, z Nemci, Japonci, to je vedno zelo dobra primerjava, zato ker Američani imajo tak sistem, da v bistvu nimajo visoko specializiranih centrih, znotraj različnih zveznih držav se lahko operirajo pacienti na različnih ustanovah in tam je že v najbolj ugodnem stadiju preživetje 60%. Nemčija ima zelo podoben sistem kot UKC Maribor, tukaj preživetja so 85%, kar je skoraj podobno kot Japonci, oni imajo 94 do 96%, to je zelo blizu. Tako da to zelo mali delež pacientov, ki bi se v teh zgodnjih stadijih dejansko ponovil z večanjem stadiju. Naprimer, če gremo potem v stadij 3A, 3B, to so stadiji, ki so že zelo napredovali. Tam je v bistvu so 5-letna preživetja nekako od 18 do 30%. Se pravi, bolezen se v 70% ponovi pri teh slabših. Tudi če se ponovi, še vedno lahko zdravimo, še vedno lahko uporabljamo kemoterapijo, ampak dejansko so to stadiji, ki naprimer v Ameriki nosijo porazna preživetja, naprimer 5% preživetja, pri nas pa vseeno dosegamo tudi po 30% preživetja 5-letna. Se ponovi, ampak so možne z ustreznimi kirurškimi postopki tudi ozdravitve obolenja. Vsekakor pa predvidevam, da je zelo pomembno, da takšne bolezni odkrijemo čim prej. Morda ob koncu še en tak nasvet za zgodnje odkrivanje raka želodca. Za zgodnje nasvet bi bil, če bi imela Slovenija podobno kot Japonska, take, rekel, screening programe, presejalne teste. Zaradi tega, ker na ta način bi se delež zgodnjih rakov povečal. Povečala bi se tudi stopnja resekcije, to je zelo pomembno za kirurga, se pravi delež tistih rakastih obolenj, ki jih lahko ozdravimo za kirurgijo in tudi dolgoročno preživetje bi se povečalo. Japonci so začeli z presejalnimi programi v 60-ih letih in so zvišali delež zgodnjih rakov, ki so popolnoma ozdravljivi na 50%, se pravi vsak drug bolnik je ozdravljen. Pri nas je nažalost teh zgodnjih rakov 17%. To je bistveno nižji delež kot pa na Japonskem. Pa menite, da so vsaj na vidiku kakšni tovrstni presejalni testi, ki bi zadevo izboljšali? To je težko je govoriti o takih nacionalnih presejalnih testih. Zelo vidimo, da so odlični uspehi pri presajanju raka debelega črevesa. Tisto se bo v naslednjih letih preživetja, delež dobrih diagnoz se bo bistveno zvišal. Kako bi se to odražalo pri raku želodca, je težko napovedati. Ena študija, ki so jo delali konec 80-ih let v Angliji, je bila zelo dobra, kjer so vzeli bolnike nad 40 let, ki so imeli bolečine v prsnem košu. To je bilo od 45 tisočih bolnikov, je imelo take bolečine približno 2600 in so jim delali gastroskopije in so ugotovili rak samo pri 4%. Ampak to je treba upoštevati enih par bistvenih pokazateljev. Prvič, delež zgodnjega raka je bil v tej skupini, se je povečal iz 1 na 26%. Drugič, poleg teh 4%, kar se sliši zelo malo, so ugotovili 19% predrakastih lezij. Se pravi, to se še dodatno prišteje zraven in te so se s časom spremenile v rakasta obolenja. Se pravi, to je drugi doprinos. Tretja stvar je zelo nizko stopnjo vključevanja so imeli. Redko se rak pred 50 letom pojavi, so imeli pri 40 letu te presejalne teste. Če bi na 50 let, 55 zvišali, bi bil izkupiček bistveno večji. In pa kar je še bolj pomembno je pa to, da v Angliji imajo ekstremno nizko stopnjo raka želodca, 8 na 100 tisoč. Pri nas je 28 na 100 tisoč, ampak če pogledamo visoko incidenčne regije, kot je Spodnja Posavska, Podravska, Koroška regija, tam so incidence od 31 do 40 na 100 tisoč, kar je podobno skoraj da kot na Japonskem. Preveč. Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas, za vso znanje, tudi za posnetke in vam želim še veliko uspehov, pa tudi veselja pri vašem delu. Predvidevam, da brez tega ne bi mogli. Hvala lepa. Najlepša hvala. Tako, spremljali ste oddajo Halo zdravnik, v kateri smo se nocoj posvetili raku želodca.
V studiu sem gostila doktorja Tomaža Jagriča, doktorja medicine, specialista abdominalne kirurgije v UKC Maribor. V našo družbo pa vas vabim tudi prihodnji teden ob istem času na istem televizijskem kanalu, ko se bomo posvetili debelosti pri otrocih in govorili bomo tudi o boleznih, ki jih slednja prinaša. Moj sogovornik bo specialist primarij dr. Martin Bigec, doktor medicine z klinike za pediatrijo UKC Maribor. Vi pa ostanite zdravi in nasmejani. Srečno!